Hvala, Hvala. Ul me je ganil do solz, upam, da vas tudi. Dragi moji, diplomatov ne pošiljamo, ker jih nimamo. Spoštovani in spoštovani in dragi vsi prisotni, izhajala bom iz sebe in iz svoje lastne izkušnje. Dokler se nisem začela aktivno ukvarjati s politiko, sem tudi jaz, tako kot večina, spremljala dogajanje preko tega, kar so mi povedali mediji. In jasno, da mi niso nič povedali, ne o Dornbasu, ne o tem, kdo je Madonna iz Gorlovke in ne o nacističnih pohodih proti ruskemu prebivalstvu. Ampak po tistem, kar sem na lastne oči videla in kar sem na lastni koži doživela, nikoli več ne bom ista, kot sem bila prej. In to bom zdaj delila z vami. Ko sem leta 2018 postala članica parlamentarne skupščine Sveta Evrope, to je namreč najvišja inštanca za človekove pravice, ki imenuje tudi evropske sodnike za človekove pravice, sem bila nemalo presenečena, ko sem videla, da ogromne ruske delegacije ni v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Tam sem izvedela tudi, da so jim bile odvzete glasovalne pravice zaradi priključitve Krima. Seveda sem se čudila in tudi nič ni pomagalo, da so glasovi razuma opozarjali na dejstvo, da je skupščina Sveta Evrope mirno v svojih vrstah gledala premnoge kršiteljice človekovih pravic, da Turki še vedno pobijajo Kurde in zapirajo opozicijske voditelje, da mirno tam sedijo Izraelci, ki nam razlagajo, kako upravičeno zapirajo palestinske otroke in jih trpinčijo, ker tako pritiskajo na njihove starše. Vsi oni so imeli pravico do zagovora, samo Rusija ne. Niso pomagali niti argumenti številnih odpuščanj osebja iz parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ker nam je manjkal nezanemarljiv delež ruske članarine. Ampak nič ni pomagalo. In potem smo se začeli pogovarjati o tem, da se je potrebno pogovarjati. Zbrali smo veliko večino delegacij, ki so zastopale stališče, da ne moremo debatirati o Rusiji brez Rusije za mizo. Tudi če se nekaj zahteva od države, se je treba z njo pogovarjati. In vladal je precejšen konsens glede tega, kajti evropske institucije so bile ustanovljene izključno zaradi tega, da ne bi prihajalo do vojne. No, takrat pa smo čez noč dobili 222 amandmajev strani delegacije Združenega kraljestva in Ukrajine in seja se je zavlekla do jutra in nismo uspeli ohraniti glas razuma. Da o agresivnosti argumentov in postopkov proti Rusiji niti ne izgubljam besed. Takrat, dragi moji, sem prvič videla na lastne oči in slišala vzklike slava Ukrajini, slava naciji, z dvignjeno desnico. In priznam, mene je to popolnoma šokiralo. Ne, jaz ne govorim, da se razumemo. Jaz ne govorim, da so vsi Ukrajinci naciji. Seveda niso. Ampak dejstvo pa je, da so na tak ali drugačen način dovolili, da jim banderovci prevzamejo in uničijo državo, seveda ob izraziti podpori ZDA, Združenega kraljestva in NATO. Bravo. In to, kar vam danes govorim, sem videla in slišala na lastne oči in ušesa. In to je pač del moje nekajletne prakse v tej evropski instituciji. Druga stvar, ki je pritegnila mojo pozornost, pa je bila ta,
da na 80. obletnico zmage nad fašizmom niti ena evropska država ni poslala svoje delegacije v Moskvo. Niti Vrednote antifašizma, na katerih je temeljila Evropska unija, se je dan Evrope 9. maja, govorim v pretekliku, je temeljila, so zamenjale nekakšne dvomljive krščanske vrednote, kar pomeni, da se uvajajo dvojna merila do prebivalcev Evropske unije, kot tudi do beguncev, ki se jih zdaj ločuje po veri. In ta trend, oprostite, je zaskrbljujoč. Ko sem kot špicen kandidatka 2019 kandidirala za predsednico Evropske komisije, pa me je presenetilo dejstvo, da znotraj Evropskega parlamenta obstaja neprikrito NATO-va TV. In v enournem intervjuju smo se dotaknili vseh perečih problemov, a jasno je bila Ukrajina najbolj pereč problem že leta 2019. In novinarja sem popolnoma šokirala svojo anti-NATO retoriko in bolj ko sem postrezala z dejstvi o orožarskih interesih Francije in Nemčije in o diplomaciji kot edini rešitvi nastalega problema, bolj se je moja politična kariera uničevala zavedno. Nažalost, kajti v taki Evropski uniji ne želim sodelovati. Sem raje na cesti z vami. Glede na to, da so itak mislili, da sem iz Slovaške in ne iz Slovenije, kaj pa njih briga, kaj pa oni ločijo, sem jih morala poučiti, da je Slovenija najbolj severna država ranke Jugoslavije, ki je bila ena od ustanoviteljic gibanja neuvrščenih. In da je to edina drža, ki smo jo vredni zastopati. Seveda je ta slavni del naše zgodovine danes popolnoma zamolčan. Znova kurijo besedišče hladne vojne in nuklearna katastrofa se bliža hitreje in nevarneje, kot si sploh lahko predstavljamo. Absurd pri vsem tem pa je, da se te iste inštitucije hkrati pogovarjajo o ekologiji in ogljičnem odtisu. Hkrati pa spodbujajo oboroževalno tekmo, čeprav imamo danes na svetu toliko nuklearnega orožja, da lahko uničimo 10 planetov hkrati. Retorika miru je bila nezaželena že takrat, ko sem jaz imela besedo in tudi danes, ampak danes vsaj vidimo, kam nas je vse to pripeljalo. Zapovedano je, kaj smemo misliti in kaj govoriti v tej demokraciji, ne? Vsako odstopanje od predpisanega pa je kaznovano z blokadami na družbenih omrežjih in z diskreditacijo. Tudi sama sem doživela tak pogrom, da sem se komaj pobrala, ampak vam povem, nikoli se ne vdam in do konca bom kričala proti vojni. In če drži, da je v vsaki vojni prva žrtev resnica, potem smo mi globoko v vojni, dragi moji. Bravo. V vojni, v katero so nas pognali oblastniki vseh barv. V vojni, v kateri ni in ne more biti zmagovalca. Edina pot je pot miru in ne vojne. Več orožja pomeni samo več smrti. Več smrti med nedolžnimi prebivalci, med otroci, kajti vojni huskači vedno dobro poskrbijo zase in za svoje potomce. Vse vojne so se vedno končale za pogajalsko mizo in ne na bojišču. Kdaj pa pride čas za diplomacijo, pa odločajo tisti, ki kujejo dobiček. Ko ga bodo imeli dovolj, šele takrat lahko nastopi mir. Toda za kakšno ceno? Samo še nekaj.
Kar v miru. Kolikšen krvni davek bo tokrat terjal njihov pohlep? Zato zahtevamo, da se nemudoma ustavijo vse dostave orožja in vse vojne operacije, ter se začnejo pogajanja. V Sloveniji smo sicer majhni, ampak imamo lahko nezanemarljivo vlogo pri vzpostavljanju trajnega miru. Čas je, da nehamo slediti diktatu močnejših in poslušamo glas razuma in glas srca, ki nam govorita, da nam ni vseeno za to, v kakšnem svetu bodo živeli naši potomci in če bodo sploh živeli. Hvala vam!